Dan kasneje, torej ponedeljek, smo s kamero pospremili še pohodnike oziroma večinoma gre za pohodnice, ki so se sprehodile po krajšem delu te iste poti. Tokratni sprehod je, tako kot je to že postala stalnica, vodila promotorka branja Tilka Jamnik. Danes gremo spet v Mačkovo Snožec, to je tako kot lani. Malo sem se spraševala, če bi ne šli letos v stražo, to se pravi ves čas po kolesarski stezi. Vendar sem se potem odločila za Snožec iz preprostega razloga, ker je straža bolj poznana. Tja boste že prišli ali prikolesarili. Mačkova Snožec je pa bolj zatišna in povrh vsega ima tudi strehico nad klopco in mizo, tako če bo slučajno dež. Torej, povabljeni smo na sprehod s knjigo. Vsak vzame s seboj, kar želi. Niti ni nujno, da imamo knjigo s seboj. Beremo karkoli, se pravi, je šlo v knjigi, lahko tudi svoje pesmi. Pa ne samo pesmi, lahko je šala, anekdota, karkoli. Skratka, družimo se ob knjigi, pogovoru, branju. Vi osebno boste danes pripravili za svoje sopotnice kaj? Ja, jaz sem bila pred kratkim na izletu v Umbriji in tam sem v Siziju se spomnila na sončno pesem, hvalnico stvarstva Frančiška Asiškega. In glede na to, da gremo v naravo, se mi zdi, da je primerno, da preberem. Vsa sem še od Umbrije, vsa sem od hoje, vsa sem od hvaležnosti naši naravi, svetu, kako hočem reči, in sem to izbrala. Ob tej priložnosti smo bržkone najbolj kompetentno osebo prosili tudi za komentar novice, da je medvoška založba Mlinc letošnja prejemnica priznanja za izjemne dosežke na področju promocije branja in mladinske književnosti, ki ga podeljuje slovenska sekcija Mednarodne zveze za mladinsko književnost. Tilka Jamnik je bila namreč poleg Špele Frlic in Irene Matko-Lukan članica žirije. To, da je založba Mlinc in Barbara Pregelj svojo ekipo dobila tako veliko priznanje strani založnikov, se mi zdi super. A veste, lahko smo Medvoščani ponosni, hkrati pa slovenski bralci s to založbo dobivamo literaturo iz špansko govorečih dežel, potem pa teh manjšinskih ob Španiji. To se mi zdi izjemno dragoceno. Poleg tega Barbara Pregelj svojo založbo tudi gradi mostove med celinami, če tako rečem. Ne zgolj z literaturo, ampak recimo z našo Branislavo Sušnik, s to rezidenco, ki jo ima, povezuje Evropo, povezuje Južno Ameriko in to se mi zdi izjemno dragoceno. V Medvodah in tudi v nekaterih drugih slovenskih mestih med 11. in 24. septembrom v okviru druge izvedbe humanistične rezidence Branislave Sušnik, namenjene špansko govorečim raziskovalkam in umetnicam, gostuje urugvajska videoumetnica Agustina de Vera. Humanistična rezidenca je projekt, ki poteka pod okriljem mednarodnega kolektivnega raziskovalnega portala Bivališča Branislave Sušnik. Vodita ga ravno založba Mlinc in društvo Boja. Namenjen pa je proučevanju, prevajanju in razširjanju vedenja in dela slovensko-paragvajske antropologinje Branislave Sušnik, rojene v Medvodah.